Ljudine! Poslušajte 228. epizodo 7. sezone podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, opasni bratranci od dvojčkov, wow. Tako kot je prav, Mito Gegič, Arbus. Igor Harp. Yo, what's up? Oprosti, presenečen. In Aljoša Lamov. Zaenkrat še vedno brez gosta oziroma gostja, toda znova v živo. Yes. Današnja epizoda je posvečena filmu Sinners oziroma Grešniki, ki ga žal niste mogli... Grešniki, ne mi krast zdaj. Ki ga žal niste mogli pogledati v slovenskih kinih, je pa že na voljo na VOD, kmalu pa ne bi bil tudi na enem od pretočnikov, čeprav razumem Netflix ali Amazon. Ne. Na Amazonu, ampak nemški profil. Ej, to je dober hack, priporočam, ker ga vsake toliko uporabljam in sem ga tudi za tole. Če kupiš kaj na nemškem Amazonu, ti ponavadi ponudi, imaš 30 dni džabe, uporabi ta isti profil, zbriši ameriški app, downloadi tega, you're good. Aha, in je že tam. Ja. Okay, drugače bo na Maxu, najbrž, ker je Warnerjev film. Ja, to je pa pri nas, je pa neka fora. Čakaj, je že pri nas potem na Maxu? Ne, pri nas še ne. Pri nas še ni na Maxu in za juni ni napovedan. Ja, ker sem brsko kje pa kako, pa sem videl, da je to najbolj legit. Ja, ker Prime je takrat napovedal, da bo in ga tudi ima v svojih videomaterialih, očitno mogoče res ne za slovensko publiko še ne. Publiko, ja. Današnja epizoda je posvečena filmu Sinners, to sem že omenil. Ja. Minister za irsko pivo in italijansko vino opozarja, epizoda lahko vsebuje kvarnike, zato poslušate na lastno odgovornost in zdaj malo dobre muzike. Ok, delamo Sinners, grozljivka, vampirjada, musical, glasbeni film, zgodovinska drama, gangsterjada, akcijski film, sem še kaj pozabil. Blaxploitation do neke mere, recimo. Irski folk. Irski folk. Irski exploitation. Bogi, krompirojeci. Režiser in scenarist je... No, če sem že rasist, sem raje do Ircev. Pej do konca. V tej varianti. Režiser in scenarist je Ryan Coogler, ki je naredil Fruit Whale Station, Creed, Black Panther, Wakanda Forever in tole, skratka. Povezave pa, če vas zanima kaj več o vampirjih, danes bomo se gotovo kaj dotaknili mitologije vampirjev in tako naprej, ampak če vas to podrobneje zanima, pa poslušajte naš mesec krvosesov od 135 epizode do 139 epizode. Tukaj lahko tudi na hitro menimo, da igra Michael B. Jordan v glavnih dveh vlogah, ker igra dvojčka Elijah Smoka Moora in Eliasa Stacka Moora, potem je Hailey Stenfield kot Mary, njegova Stackova bivša, imamo Milesa Keatona kot Preacher Boya in pa še marsikoga drugega. Wunmi Mosaku je recimo tudi ena takih prepoznavnih obrazov. Drugače noter zaigra tudi Buddy Guy, glasbo je pa prispeval Ludwig Göransson. Ja, to je najbolj norveški ali švedski tip. Možni in je tudi za Islandc. Ja. In je tudi za Black Pantherja naredil musko. Res je. In zdaj nam bo Igor povedal, o čem je ta film. Film je o teh dveh dvojčkih in njunem bratrancu, ki ona dva prideta iz Chicaga, sta bila all around the world in zdaj sta prišla nazaj v hometown, kupila eno zapuščeno žago in bo ta not naredila... Ni mlin, žaga je. Mlin. Žaga je. Imaš prav, žaga. Na koncu je slaughterhouse, tako da mesnica. In bo ta not naredila speakeasy ali juke joint ali kakorkoli. Ja, nekaj tak, ja. Pač samo za temnopolte blues muska ta scena in pač organizirate celo zadevo, pridejo ljudje in potem pride vampir oziroma 3 vampirje, ki špilajo folk musko in
pol je eno veliko klanje in fajti in zaključi se z obračunom s klanovci, ki nima veze z vampiri, pravzaprav, ampak jih je pač na koncu treba beg spraviti, kar Podobi se jim pravične. Ja. In to je to, v bistvu, to je to od zgodbe. Pol pa je še veliko več to, kako Musko odpelje skozi zgodbo in igro in te usode in razmerja ljudi in vse to pa je bilo. In še pač kritiko sužnje lastništva in tega, kako v bistvu še zmeraj ostaja del korporativne Amerike ta izvirni rasizem. Tako da kaj zapovedati. In to bi še dodal, da je pa prvi film, ki prejšnjič smo se menili o tem, kako v kinu ni filmov, ki niso na nekem IP-u, to je izvirni IP. In je prvi film Ryana Cooglerja, ki temelji na izvirnem zadevi, zato ker Fruitvale Station je po resničnih dogodkih, potem je snemal Creed in Creed 2, ki sta pač nadaljevanje Rockija, potem pa je Black Panther je naredil, ki so pač po Marvelovih stripih. Tako da zanimivo, ampak je zelo... Zanimiva karierna pot, moram reči. Drugače pa glede Ryana Cooglerja, meni je zelo zanimiv režiser, moram pa reči, da on in Michael B. Jordan sta grozna človeka. Ko sem bral intervju in sta ful hvalila Chadwicka Bosemana, kako sta delala z njim in koliko sta se naučila od njega, ker je bil starejši mentor, ker je bil zelo star. Chadwick Boseman je bil moj letnik. Stari smo, Igor. Prej si boš priznal, laže bo zate. Mogoče za začetek naše vtisi. Mito, kako je bil tebi všeč film Sinners? Zelo, ampak bom takoj v rent padel. Ti kar? Hočemo to. Ko je kurat slovenska kina. Ne vem, kdo je kriv za to, da tega ni bilo moč videti, ker iskreno lahko povem, da je bila moja izkušnja priškrnjena. Pač enostavno to, kar je bilo moč videti na ekranu, je bilo super, kar je bilo slišati, je bilo super. Znam se pa predstavljati in samo upam lahko, da se tisti, ki je pa šel v kino gledati tale film, imel bistveno boljšo izkušnjo. Torej Luka Mačič. Ja, ki smo celo dal namig na Blue Sky, da to moramo v IMAX iti gledati in je rekel, pa bom šel in je šel. Tako da, Luka, upam, da si užival. Moj rent je pač enostavno na to, da v bistvu režiserji jamrajo, da pač folka ni v kino, pa če dejansko filma ni v kino, ga bo bistveno manj. Jaz mislim, da ta film, o čemer se bomo še pogovarjali, si zasluži ogled v kino. In mi je zelo žal, da ga nisem mogel videti. Evo, konec renta. Film ima ful za ponuditi, predvsem na glasbeni pa tematski osnovi. Moram pa reči tudi, da je predvsem na vizualni ravni izjemno bogat. Posnetje sicer v IMAX-u uporablja dva različna aspekta, za katerega nikoli ni obrazloženo zakaj, in to je en izmed mojih minusov. Eden je IMAX, drugi ni. Ja, super, to je tehnološki odgovor. Ampak vsi vsebinskega pa ni. Vsebinskega ni. Ful pogosto se režiserji tako odločijo, Michael Bay konstantno preklapla, pa se noben ne pritoži. Ne, se vem, ampak dobro, ne bom v tangentu zapadal, ampak pač mislim, da pač to mi je bilo majhen minus, ker včasih imaš vsebinske odločitve, zakaj so določeni aspekti uporabljeni ali pa formati. Zgleda sjajno, čisto vsak detajl je prisoten, tudi ozadja so izjemno bogata, pa zato, da lahko potem podpirajo to izjemno igro pa zgodbo, ki se ti odvija v ospredju, v fokusu. Moram reči, da me od teh 2 uri pa 15 ali koliko traja, je milno kot keks. Pa moram tudi pohvaliti tale izjemen Warner, ki je noter, ki je posnetek v enem kadru, v enem nemotenem teku, ker je neki ena ta bolj originalnih stvari, ki sem jih videl zadnjih par let, ker pač Warneri so pač lahko ena režiserska bravura, predvsem Spielberg, jaz to cenim pri njemu zelo, komod bi lahko tu v Goodfellas noter padel, ampak tale pa postavil nekaj originalnega noter, ki je vsebinsko zelo močno povezana z zgodbo in svaka čast, super zadeva. Ne vem, kaj še na tej točki povem, bomo še bistveno več kasneje. Obljubim. Igor, kako je bil tebi film všeč? Mislim, krasen je. Meni je že spet, ko sem videl napovednik, je bilo, to hočem videti film, gangsteri,
temnopolti, rasizem, vampirji, bring it, ali demoni. To najprej ni bilo jasno z prvega napovednika, ali so vampirji ali demoni, ampak I don't care. Mislim, super je posnet, super je zgodba predstavljena. Zelo všeč mi je bilo, ki je not stlačeno tisti detajl glede tega, da te obiskovalci plačujejo z denarjem, ki je iz plantaž. Yeah. To je mogoče, da razložimo v redu, pač basically plantaže oziroma delodajalci so ljudem plačevali z denarjem, ki je bil uporaben vnovčljiv samo v njihovih trgovinah. In to je tako, kot da bi recimo delal v Mercator in bi celotno plačo dobil v Mercator kupovnih. Ja, to si sploh ne rajmo predstavljati. Ne, ni cela plača, dobiš regrese, pa božičnice, pa tak dalje. Ne? Je pa zakonsko kasneje bilo prepovedano to ravno zaradi tega, ker pač če imaš ti monopol nad denarjem, je tudi stvar v tem, da ti lahko daš v svoji trgovini stvari po cenah, ki jih ti postaviš, in če je to edina trgovina, ki jemlje denar, s katerim si plačal zaposlenim, jih 6-krat obereš. In sem vesel, da smo kot družba prišli do točke, kjer se zavedamo, da je to problem in kjer imamo države, ki to regulirajo. In menim, da se to zna sicer spremeniti na slabše spet in je zelo dobro, da so taki filmi, ki opozarjajo na ta problem, čeprav je tu mogoče bilo malo preveč v ozadju. No. Nenavadna mi je bila pa odločitev, da vampirji nimajo veze pravzaprav s klanom. Jaz sem pričakoval tudi, da bo neka povezava rasizem, vampirizem, ampak ne, dejansko tega vampirja razumeš, ti pravzaprav on nima tako ful slabe ideje, razen tega, da pač hoče vse pobiti. Ja, on bi rad, da se imajo vsi radi, pa rad bi to dostop do te glasbe. Kar pa je zdaj tisti rasističen moment, ki je isti kot v Get Out in mi je zelo všeč, da hoče izkoristiti temnopolte ljudi zaradi nekih njihovih rasistično določenih edinstvenih lastnosti. In potem pa konec pa, zato ker tu ni povezave, je moral konec dati v 2 smeri, 3 smeri in pač se mi je zdelo, da kar v redu jih zaključi. In te romantične in vidike in te antirasistične in revanšistične in tak dalje. Zdaj pa vidi, da je Coogler dosti bolj realist kot Tarantino, ker Tarantino pač je v Inglourious Basterds pobijajo Hitlerja, tudi ali sicer pobije klanovce, ampak ni, da s tem spremeni svet. Tu samo je na sredini filma postane jasno, da bi klanovci prišli in ga probali ubiti v vsakem primeru in to jim pač on postavi past. Ampak ja, ni... Pa se je realistično, se mi zdi, počakali klanovci so počakali na sončno vzhod. Ja. Ali je realizem mogoče to, da mu ponudi čik, kljub temu, da ima luknjo sred prsi. Ja, zanimivo. Se strinjam s tabo, Igor, tudi meni se je zdelo, da je me je presenetila odločitev. Jaz sem ves čas pričakoval, kje bo zdaj ta povezava, ki ima je prodal tale pač žago, karkoli, je že z začetku zgledal zelo sumljiv, imel je pač te rasistične boj in te stvari. In tudi jaz sem pričakoval, me je malo presenetilo, čeprav se mi pol zdi v resnici dokaj simpatična ta ideja, da vampiri mogoče niso najhujše zlo, s katerimi imajo opraviti temnopolti ljudje na jugu, kar je čist logično. Tako da to zelo mi je bil všeč v tem smislu, da je kot temu rečemo v žargonu slow burn, se pravi, da je počasen razvoj, da vampir, mislim, da po moje pride na polovici. Mislim, vmes ga pokaže sicer, čisto na začetku, seveda, zato ker imamo eno insert že iz sredine, iz konca filma na začetku in ampak potem kar malo pozabimo in gremo skozi to zgodbo njune vrnitve, skratka dvojčka se vrneta v Mississippi in tako naprej. Jaz sem absolutno vedno nor na ta ameriški jug filme, to mi je vedno najbolj všeč, ta kolorit. To Mississippi Burning. Ja. Ta kolorit, ta njihov govor, ta njihov dialekt, pa te stvari, to mi je vedno, se mi zdi, da je zelo všeč. Tudi Hailee Steinfeld je očitno zelo dobro zvadila, kot kaj je igrala tole, pesnico Emily Dickinson, je tudi zvadila malo ta dialekt in tako da se mi, čeprav mislim, da tudi ona je v resnici nekje tam z juga, če se ne motim, ZDA,
karkoli, zdelo se mi je to, tudi zasedba je fajn, jaz sem mogoče malo pogrešal, malo več boljših grozljivih elementov, vampiri so bili na koncu čist pač klasični, pač nič posebnega ni bilo. Mi je bilo pa zanimivo ta twist, ki si ga že ti, Igor, omenil, da vampiri so skratka nek kult, skoraj dobesedno, ne? Ker pač gre za to, da pač oni seveda želijo se širiti, ker skoraj vsak, ki ga so ga napadli, ga niso pojedli ali pa se prehranili z njim, pa vsak postane vampir. Vsak, ki ga ugriznejo, na koncu postane vampir. Skratka, je ta neka širjenje zla, pa širjenje, čeprav z njihovega vidika pač širijo svobodo. Ne? In se mi je zdelo zelo zanimivo, kako jim pač skratka ta Irc, ki še malo prej, kakšno stoletje prej je bil na podobni ravni kot temnopolti v Ameriki. Ne? In mislim, pač pove, še kar takrat. Po mojem še tudi takrat, to, ja. To se dogaja v 20-ih, tako da takrat še definitivno je bilo Irish need not apply, pa no dogs in Irish allowed, tako da Ja, tako da on jim ponudi to kot neko možnost svobode, kar se mi je zdelo zelo zanimivo, ne? Kako pač s tem boste svobodni in pa vesta glasbeni kot, kako bi rekel, glasbena ideja, ki poteka skozi to. Ful mi je bilo res zabavno, ker vsi vampiri se tako zrodijo z ritmom. Postaneš vampir in si kar naenkrat irsko folk pesmico, vsi pojejo, plešejo. Mislim, tako, za belce jaz moram reči, da je to sjajna kupčija bila. No, kar naenkrat znaš igrati gosti. Ja, Vsi mojstri za vižje. Ja, the best. In jaz bi nekaj takega naredil slovensko priredbo. Ko me čakam, no, da to nekdo, da Vlado Kreslin potegne, pa je on vampir v Prekmurju, pa da malo zapojejo. Ne, Iztok Mlakar. Iztok Mlakar. Kdo pa je tisti, ki pride ponuditi svobodo? To pa bo kakšen... To. Pejmo na vsebino, pa na vprašanje, ki ga ta film zastavlja. Torej, meni se zdi, da glavno vprašanje je svoboda. Kaj je svoboda, pa kaj je identiteta? Ampak v smislu identitete ne mislim za neke woke ali pa reakcionarne vprašanje. Bog ne daj. Ampak avtentičnost. Oni v filmu se v bistvu na tekstu sprašujejo, ne, torej, kaj je svoboda. Ne? Torej, Preacher Boy, a se bo osvobodil očeta, bo šel nazaj v njegovo, rečemo, pod njegovo krilo. Ta dva dvojčka se lahko osvobodita primeža zločina, belega človeka, kakorkoli, vojne, travme, in da prideta potem, da postaneta samo svoja, da lahko imata svoj biznis. Je pa potem zanimivo, da v ta miks, mislim, ne vem, vsak ima različen odgovor na to. In film zelo koherentno odgovarja na to vprašanje, se mi zdi. Mi je pa zanimivo, da v bistvu ti na sred filma Coogler spremeni po Dusk Till Dawn formuli žanr in si naenkrat v vampirijadi, kjer pa začnejo povampiriti identiteto. In se mi zdi vprašanje, kaj je Amerika. Ne? V bistvu ameriški... Če se malo trezno vprašaš, ne, kaj so originalne ameriške umetniške oblike, jazz, blues, soul, funk, R&B. V glasbi je v bistvu to pretežno, tudi rock and roll in tako naprej, lahko naštevamo hip-hop, pop in tako naprej, so v bistvu pretežno to oblike, ki so zrasle na temnopoltih kulturah. In se mi zdi, da film komentira to. Da v bistvu ta kolektivizem, ki ga irski vampir pelje noter, radira originalno autentičnost svojih originalnih teles, kakorkoli, da potem povzamejo neko identiteto, ki jim je on prodal takole. Ampak mogo je pa parazitirati na eni. On tudi izrecno pove, želim se pokonektati s svojimi predniki, s svojo originalno neko identiteto, avtentičnostjo. In tudi videti prihodnost. Ja, kam bo vse to šlo. Se tudi on Warner, ki sem ga omenil, pokaže te neke identitete pa avtentičnosti, ki se prepletajo skozi ta blues, skozi to vibe, energijo tega prostora. Hip-hop še potem vse. In se mi zdi, da film vampirizem postavi na nek nov način. Ta seksapil umakne, klasičen seksapil umakne v apil identitete pa avtentičnosti. In se mi zdi originalna ideja, super, zame seksi ideja. Tako da, kaj pa vidimo, mislite?
Mislim, meni se to zdi en boljših vidikov tega filma, poleg pač vizualne podobe in zvočne. Tisti Warner to, ko pokaže, jaz še nisem videl, da bi kdaj toliko dobro pokazalo, kako je vsa glasba povezana, kako en razvoj. In se ne rabiš reči, da tega je to, iz bluza je jazz in je R&B in hip-hop ali karkoli. Ja, ampak to tako, kako spelje celo zadevo, kako se premikajo, kako se pojavijo, ljudje vstopijo v kader, grejo ven in je potem naenkrat DJ in kako glasba cel cajt ostaja avtentična. To se mi je zdelo kar briljant. Moram pa tudi reči, da sem zelo vesel, da temu vampirju plan ne uspe, da bi tega Preacher Boya dobil. Zato, ker pol bi se YouTube odpojavljal. O moj bog. Super, Igor. Ja. Tako da to. Ja, jaz mislim, da vampirizem je tu kot nekaj, čeprav na koncu vampirizem seveda zmaga, ker jaz mislim, da ta ameriška, to, kar bi oni radi, da je njihova identiteta, je točno to, vse kulture, melting pot Amerike, apropriacija v končni fazi. To, kar on hoče, je dobesedno apropriirati, zdaj bomo pa še blues imeli, da bomo privabili, ker ga pač očitno glasba nekako magično pritegne ga, pritegne vampirje, in jih tako, in tudi on pač, ki igra tisto banjo, in so res zabavni. Je pač ta neka, vprašanje identitete, hkrati, kar je bilo meni izredno super in mi je bilo fajn, je, da zdaj točno ne spomnim se, kateri dvojček preživi na koncu. Mislim, umre kot pobije une. Stek, umre, Smoke preživi. Ja, Stek je vampir na koncu, ne? Okay. Ja. Skratka, Smoke ima skratka tole nek mojo obesek. Nek mojo hudu obesek, pač ki ni voodoo, ampak je hudu, pač neka religija iz centralne Afrike, ki so jo skratka sužnji razvili v Ameriki, ga obrani pred vampirjem, obrani ga pred bratom, pač brat ga skuša, pa ne more, in se mi zdi super, da ni križ, da ni spet ta fora neka, zakaj bi se pa zdaj, a veš tle, ameriški sužnji, ki so pretvorjeni vampire, bali križa. Mislim, dajmo malo stvari povedati. To tudi komentira tale irski vampir, da v bistvu njemu so križ prinesli in koliko mu gre na kurac, da so mu to ubilo glavo njegovim prednikom, ko so jim zemljo kradli. Vseeno on najde neko pomiritev v tisti recitaciji Oče naša. Medtem kot pri tale mojo pa se mi zdi, da zelo nagovarja tole avtentičnost, ki zbrani ta talilni lonec ali pa vampirizem pred posestvijo. Ja, in pač z tega stališča se mi zdi vseeno zelo res zanimiv, večplasten film. Tudi tisto, kar je pač spet treba poudariti, to je film, mislim, da je 1935 sicer, če se ne motim, Igor. Mislim, da tako je pisalo na filmu tudi se, po mojem, kakorkoli že. To je doba Jim Crowa, njegovih zakonov Jima Crowa, ki so dobesedno, ki so upeljevali segregacijo, skratka, ameriški temnopolti, potem, ko so se končno bili svobodni in tako, kot je Igor že povedal, kjer so bili spet sužnji, ampak na kapitalističen način, skratka, kjer dajmo jim denar, ki ga itak nimajo kje zapraviti, se pravi, ti jim dobesedno nič ne plačaš, ti si izmislil denar, brezvreden denar, ki ga lahko sam pri tebi potrošijo, ne pozabi, da so zakone Jima Crowa ukinili šele leta 1965. To je tudi za vse naše desničarske poslušalce, ki se bojo spomnili, kako grozno je bilo v Jugoslaviji do leta 65. Če ni bilo jogurta, in ki pozabijo, da je pač tudi svet, tudi demokratične države so takrat imele, mislim, če je bila Amerika takrat demokratična, absolutno ni bila. In tukaj se mi zdi tudi z tega stališča identitete zelo zanimivo, recimo lik Haley Stanfield, ki na neki točki nekaj, kar bi v vsakem drugem kontekstu izgledalo izredno cringe, kremžasto, pa če reče, da bi ona raje bila črnka, ona bi raje bila temnopolta, mislim, da nekaj tako reče, ali da bi black ali nekaj takega, in bi bil tako. Ampak v kontekstu tega filma se mi zdi pa zelo zanimivo, ker vidiš tudi, kako se Smoke skriva pred njo in ne želi, da jo vidijo skupaj, ne samo zaradi
sebe, ker seveda tudi njegova skupnost ne bi bila navdušena, da je z belko, ampak obratno, seveda, ona bi bila pa absolutno popolnoma zaznamovana, če bi jo zagledali z temnopoltim. V bistvu je bilo kar prepovedano. Seveda, zakonsko, mislim, da ne? takrat Ni, so da še si ne- zaznamovana, ja. ampak aretirana bi bila. Ja. Mislim, morala bi se odseliti v ene par zvezdnih držav ali pa v Kanado, kjer je bilo to dovoljeno, ampak večini je bilo to absolutno prepovedano. Ona pa sicer omeni, da je njena mama bila rasno Tako je. vešana. Ja, ne, tak, tako ja, da- ja. Ona je želela, ampak so jo tišali v bolj varno okolje, Ja, belo ja. okolje. Ja, ne. ja. Ja, tako je. Tako, če se spomnite, da niste, mogoče malo premlada, je bila ena brazilska žajfnica Esklava iz Aura, ki je bila O moj bog, Igor, Ja, ja, ja. to je deep dive. To pa je res. To je Ja. deep dive. In Tak. je bilo Deep dive v globalni jug. Glej, to je bilo na nacionalki, je ta serija bila in je bilo o sužnji, ki je bila tako belopolta, da so jo imeli za belko. In... Boj bog, ja, Wow. pa kak res še smo gledali. Wow. Ja, ja. To, ja, ne, Ja. te, Ne, okej. gremo dalje. Ok, gremo dalje. Ja. Treba omeniti še mogoče to, da Hailey Stenfield ima korenine ameriških staroseljcev, tako da tu zdaj, da ona neko rasno mešanost meče naprej kot igralka, je dost na mestu. No. To se mi zdi tudi zelo pomembno upeljati te inđune na začetku, ki preganjajo irskega vampirja, ne, ker se deluje, kot da pač ti avtentični indijanci preganjajo nekoga, ki je prišel k njim parazitirati, ne, in preganjajo tega belega parazita, zato da ne bo še bolj pleno. Se mi zdi, da v bistvu res film ima zelo močno tole noto. Ne. Pa sem ene par reviewov sem pogledal, pa se vsi izogibajo tega vprašanja, pa ker mislim, da nisem nič zdaj narobe ali pa polemičnega povedal. Ampak tako, za ameriški kontekst je to kar radikalno, moram reči. Ne. Ja. Sam se v bistvu zdaj v mojem lastnem delu ukvarjam nekaj z tehnologijo identitete, ne? In to je ena izmed teh tehnologij, avtentičnost, še ena je iskrenost, ta najbolj sodobna je profilizacija, da v bistvu svoje profile ustvariš, tako naprej. In ta se v tem filmu na ta način, kot je bila narejena, ne, z avtentičnostjo, zdela izjemno dobro izpeljana. Predvsem pa kako je glasba kot nek akter, dobesedno svoj lik upeljana noter. Ne, pa tiste scene v bistvu, da Preacher Boyov foter zahteva, da naj kitaro pusti. In kljub temu, da je zlomljena kitara in kljub temu, da je kitara privabila vampirja k njemu, on ve, da je kitara bolj njegova identiteta kot karkoli drugega. Pa to je tako pomemben element, se mi noter zdi, ker najprej se mu to kitaro proda kot kitara oziroma inštrument enega pomembnega glasbenika, na koncu je pa to samo inštrument enega kretena, ampak veš, on si je naredil ta inštrument svoj, ne, to je, on ga je posvojil potem takem, ne, svoj jaz je upeljal noter, ne, in tak zelo dober message. Ja, zelo se kaže pač, kako je glasba absolutno povezana z identiteto ljudi, ne, kako meni pač tudi všeč te dihotomije, ne. Ja, oče ga svari pač ne hoditi v te neke junk joints, tam so ljudje sami grešniki in ne vem kaj, in nas boš priklical zlo, kar na koncu ni, da ni res, ne. Dobesedno seveda on prikliče zlo, prikliče vampirje nase in se potem reši kot edini preživeli pravzaprav se reši v cerkev, ne. In mi je všeč mi je ta, da ni samo ta fotor nek zločinc, ki pač zdaj svojega sinu mu ne pusti kitare igrati ne vem kaj, ampak ja, seveda on ga hoče obvarovati, saj tudi on, mislim, da Preacher Boy pove, da ga ne tepe skozi, samo, ker si zaslužiš. Pa nežno. Pa nežno, tako. Pa sem to kdaj vzgojil. Ja, ravno prav. Ja, ravno prav. Ne tako fotor od smoke pa steka. Ja, absolutno ne tako. Se mi zdi, da je pač fino. Vedno mi je všeč, ko vidiš, da ima režiser, scenarist, kdorkoli pač rad svoje like in da hoče vsakemu liku dati človeškost. Plastiko. Da ni en lik zdaj pa neko popolno zlo, ki nima nobene kvalitete, ki bi jo lahko ga naredila človeškega. No. To se mi je vseeno zelo dopadlo. Ja, pa tukaj še vedno pa vztraja pač filma, vendarle ohranja neke te mitologije, skratka vampiri ne morejo stopiti, če niso povabljeni, kar mi je super, se izkaže pri enem vunbacitelju, ne, ki pride pač tako malo nonšalantno, sravsen, kva bi zdaj neki, kaj zdaj, a me boste spustili noter ali ne, in je tako, čakaj malo, zakaj tebe zdaj moramo mi spustiti noter? Se mi zdi, da to, ene par teh momentov vampirske mitologije so pa zelo fino uporabili. Pa to s česnom. Pa s česnom, ja. Tista scena s česnom je v bistvu na The Thing, ne?
varianta. Se Kugler je rekel, da je v bistvu kar vzor bil stvor od Carpenterja. Ja. In prav vidiš tako od ljudi, kako morajo česti jesti. Si vampir, ne, samo gabne. Tako je ona pevka reče. Sedno meni ni rekel, ti mora biti všeč, samo požri. Jaz priznam, da tudi ne vem, če bi lahko tako ugriznul, če sem to, ne vem. Da probi naslednjič, v lepi žogi. Naslednjič, ko greš na letalo. Mogoče boljš, Jaz mislim, da bi morali preveriti, kdo je vampir in kdo ni, preden greš na letalo. Drugače do te glasbe sta zakonca Göransson zelo pristopila zelo študiozno. Jaz sem bral, se imate na Wikipediji, pač kratek članek o tem, kako je pač, ker njegova žena tudi se deluje zraven, nekako sta pač raziskala vse to, pogovarjali so se s fuljenimi producenti, ljudmi, ki igrajo to glasbo, da niso pač, ker je pač vseeno on outsider, kar se tega tiče. Tako da in na koncu skratka vidimo tudi, kot sem že rekel, Buddy Guyja, skratka legendo čikaške, ameriške blues scene, priznam, to sem čekiral. Mislim, vedel sem, da je očitno nekdo znan, ampak priznam, da ne vem, nisem vedel, kdo je Buddy Guy. Nisem tok v bluesu. Jaz sem ugotovil, kdo je on, ko sem gledal koncertni film Stonesih, ne vem zdaj naslova, ampak Scorsese ga je naredil. In je ful dober koncertni film. In pol tak pride Buddy Guy zraven in vidiš Keitha Richardsa, pa tak, wow. Keith Richards je impressed. Pa tak, ok. Potem sem ugotovil, šel prečekirati, kdo je to. Ko vidiš, da je nekdo, nad katerim je Keith Richards pri svojem neizraznosti in obrazu, ki ga ima, da je impressed. Igrata skupaj in pol mu Keith Richards da kitaro in gre bek, tako ono, I have nothing here, pa je Keith Richards, pol tako vidiš, da drugače je on tudi znan kot tisti, ki je vplival na Jimmy Hendrixa med drugim, tako da legenda. In se mi zdi tudi ta del dokaj zanimiv, da daš malo neke realnosti noter. Seveda Buddy Guy zdaj ne igra Buddy Guy, ampak igra odraslega, oziroma starega Preacher Boya. In tudi seveda potem se prikažeta vampirja, ki mu ponudita to spet mamljivo ponudbo, ki pa zdaj več ne gre toliko ne za identiteto, ne za svobodo. Ampak mogoče tudi še vedno svoboda, ampak bolj tudi seveda, da pač človek ne umre. Se svobodo od trpljenja tega. Smrti ali kaj. Pač starosti. Smrt ni trpljenje. Starost. Starost tudi ni trpljenje. To bi ti mogel vedeti pri tvojih letih. Mi tu nekaj callback joke. Zdi se mi, bral sem, da v bistvu folk je nekako polemizira okrog tega end credit prizora. Je kar, ne vem, jim ven štrli, ali kako, meni sploh ni. Se mi zdi, da v bistvu, glede na to, da se film zgodi v enem dnevu, da je nekako dobro, da se ta zgodovina, ki je bila v onem Warnerju, nekako poveže z letom 92, če se ne motim. In tale pojem svobode, ki je vzporedno z identiteto, ker se zgodi vse v enem dnevu. Torej, Preacher Boy je takrat edinkrat začutil svobodo, ampak svoboda je bila ta osvoboditev primežev očeta ali pa plantaže, kakorkoli, da se je v bistvu takrat svobodno lahko odločil, kaj bo naredil za svojim življenjem. Ampak to svobodo je ohranil tudi potem, ko ta dva vampirja prideta nazaj, pa mu ponudita neko, rečemo temu, odrešitev od bolečine ali starosti, kakorkoli. Ampak ta dva vampirja sta pa v bistvu šla skozi neko preobrazbo, sta se v talilni lonec noter vrgla. Oblečena sta zelo 90s. Zelo tako hip-hoperska scena. Veš, ko imata neki vibe, ampak to ni več tista ista kultura, kot je pa del Preacher Boyeve te svobodne odločitve. Se mi zdi, da bil, to se mi zdi, da je bil komentar tega, da pač neke odločitve pa svobode lahko vlečejo celo življenje, naprimer, ko drugi se pa vržejo, pa spreminjajo, pa zapuščajo, pa kakorkoli. Da se mi zdi, da je to bil ta komentar. Pa ta svoboda se mi zdi toliko pomenljiva še potem za ostale like, ker film zelo dobro operira, da pač ta dva dvojčka sicer vrže ven kot glavna protagonista, ampak stranski liki imajo zelo močne prezence noter, da si je tudi Kugler vzel čas pa rekel, ok, dajmo zdaj tale dva dvojčka malo na stranski tir, pa dajmo naprej, ne vem, tale kitajsko ženo naprej potisniti malo, ali pa Delta Slima naprimer, kaj je njegova svoboda, Njegova svoboda je, da je vse zapravil,
pa sam živel svoj life kljub alkoholizmu, ne, ker ne vem, njegov brat je želel imeti denar, ampak so ga ravno zaradi tega obesili, on je pa kao rekel, ne, jaz želim samo svoj life imeti in je pač to je njegova svoboda. Ampak drugače, najbolj tragična scena, ko mu Smoke ponudi pivo in človek, ker je prohibicija, ugotoviš, da že leta ni pil piva. A si predstavljaš? Ja, dobro, pa še irsko, ker ni on nek Bud Light bullshit. Ne, se takrat niso imeli Bud Light. Ne, se vem, ampak jaz najprej videl ta komentar, kot ta pravo pivo. Tako, ne, nekona njihova vzvodnila. A je še original, ja. Ampak ne samo, da ni imel, on sploh ni imel dostopa do piva, samo moonshine se je dalo dobiti, ker je bila prohibicija. Kaj že? Ja, nekaj za skoruze. Skoruze žganje narediš. Zveni še kar. Tako da moram res pohvaliti film na te točke, da v bistvu vse te, ko imaš tako veliko vprašanje zastavljeno, ne, torej svoboda pa identiteta, ne, da v bistvu zna to pronicati do najmanjših odločitev, najmanjših likov, pa da to zelo dobro zdrži potem zaplet ali pa premike, ne, ali pa motivacije. Mislim, da tu Coogler moram reči, izjemno dobro delo naredil. Kljub temu, da je to njegov 5. film, ampak prvi njegov samostojen, kakorkoli, originalen, ne, da je scenarij napisal, to vsaka čast, stari. To, ker zanimivo, če gremo malo mogoče še na to komentirati, ne, v bistvu to ni običajna karierska pot. V bistvu dobro, razumem zdaj pretočniške ali pa velikostudijske poteze, da mlade režiserje hitro potegnejo v svojo mašinerijo noter, ne, ampak običajno je bilo pa, da avtor posname neki, pa ga povabijo. Ne? In to bi ponovadi bil takšen film. Ne? To bi bil tisti prvi film, za katerega bi rekli, samo to je že kar serious budget. Njegov prvi film je... ne bi bil budget. Ja, ne, ampak se basically je na tak način začel. Ne? Sam prvo je naredil po resničnem dogodku. Ne? Si je najdel resničen dogodek, naredil film o tem. Potem je imel ful željo, da bi naredil Creed, ko noben ni imel mnenja, da se Rocky film splača delati. In je imel scenarij in mu je studio rekel, če dobiš Stallona, in potem je šel zalezovati Stallona in mu težiti, daj prosim, bodi v mojem filmu. In mu je potem končno uspel vsiliti scenarij, pa ne vem koliko cajta, da je Stallone rekel ja. In so naredili zero budget ta prvi Creed in potem, ko je bil tisti Creed full hit, je dobil cash za drugega in potem Black Pantherja. In potem, ko je pač že imel možnost Black Pantherja delati in potem, ko pač je še moral dvojko narediti, kar je malo škoda. Je pa končno dobil možnost, da dela to, kar je hotel, kar bi v bistvu že po Creedu lahko. Tako se mi zdi, v bistvu, če gremo na zanos mladosti in politično angažiranost režiserja, umetnika, avtorja, kakorkoli, dejstvo je, da v bistvu starejši, ko si teže je biti prodoren na ta način. In zato mi je zanimivo, da v bistvu Coogler, ki pa že prihaja v tvoja leta, naprimer, Igor, da pač ima to ostrino, da je premogel tole narediti. Ampak že vsi njegovi filmi so bili politični. Do neke mere, ja. Mislim pač zelo. Mislim, Creed je precej političen, pa Black Panther totalno. Prvi. Drugi je grozen. Okay. Ampak pač je Chadwick umrl, tako da so morali improvizirati. Ampak... Mislim, da je on vedno imel močno politično noto. No? To ni moja izjava. Moja izjava je, da v bistvu lahko šele postane piker ali pa Oster v samostojnem avtorskem izdelku, ki pa zdaj pač tlele nastopa v 5. namesto v 1. In pač ta kontrast mi je zanimiv. Da v bistvu marsikdo se spriti že prej. Ja. Michael Bay. Hvala, njega smo mislili. Drugače pa se mi je zdelo prvič, ko pokaže tole punco, ki sta si všeč z Preacher Boyem. Se mi je zdelo, tale pa je ful podobno Letitia Wright, le zakaj ni vzel Letitia Wright? Pol si tako gotoviš, da ta tudi zna pet, ampak po mojem res sovraži Letitia Wright. Ja, ona je hardcore antivakserka in je celo snemanje blokirala vse pravila in so imeli celo štalo z dvojko zaradi nje. Ja, kaj sem hotel jaz na to pripomniti? Ne, niso bili antivakseri. Ne, Ryan Coogler, tudi meni se zdi... fina karijera, ki kaže tudi to, kako zna človek vseeno znotraj nekih omejitev narediti nekaj dobrega. Vseeno je treba reči, da zdaj, ko gledamo nazaj, je Black Panther eden najboljših Marvelovih filmov, že preden smo imeli maščevalce, pač finalne, zadnje, karkoli, kako se že imenuje tih film. Thunderbolts.
Igor, nekaj me jezit. Se mi zdi, da je fajn, no, da zna znotraj nekih omejitev pač narediti neko politično noto, ker kokar je pač lahko, je Black Panther absolutno prvi političen, pa če že ne zaradi tega, je to najboljši zlobec, jaz mislim, da zraven Thanosa, ki ga je Marvel, pa Fiska, ki ga je Marvel sproduciral. In tukaj se mi zdi, da je fino, ko vidiš, kako pač tudi film je bil blazno gledan, zaradi tega sem jaz bil tako presenečen in se seveda pridružujem Mitotovemu rentu, zakaj tega filma mi nismo mogli gledati v kinu, ker je bil film zelo uspešen, podaril celo neke rekorde za R-rated film, se pravi za tisto največjo omejenost grozljivko. Mimo grede na to lahko odgovorim, ker sem kar članek napisal o tem, zdaj pač, ko to poslušate, že par tednov. Ampak distributer Blitzfilm se je odločil za to zaradi tega, skupaj z studiom Warner, zaradi tega, ker je na slovenskem trgu problem oziroma Blitz ima problem z največjim prikazovalcem, torej Cineplexom, ki njihovih filmov ne daje na ustrezna mesta. Jim ne daje pravih terminov, pa to izpostavlja več primerov, tudi Wonka, recimo, ki je bil samo v Ljubljani in sploh ni bil v drugih Cineplexih, kljub temu, da je bil pač mednarodni, mogoče še bil Maribor, ampak druge pa ne. In da so se odločili, ker je žanrski film in ker podobni žanrski filmi v Sloveniji ne naredijo toliko, da bojo počakali, koliko bo film uspešen na Hrvaškem, ampak potem so pač dobili šele termin junija, ne že maja, in potem, ko so pa videli, da je film že na VOD, pa so sklepali, da najbrž sploh nima smisla dati to konec junija v kino in so ga umaknili in jim je full bad, ampak pač basically menijo, da je slovenski kinotrg premajhen in Cineplex ima prevelik vpliv. Ja, absolutno je tu neki problem s Cineplexom, ker ni prvi in zadnji studio, ki ima težave z njim očitno. Kot pač slovenski filmi imajo še večje probleme, pa ne mislim samo tega bojkota bizarnega, ki je trenutno, ampak pač ne vem, kaj je bil tisti film od Burgerja, Opazovanje. Tisti film je imel totalno omejeno število projekcij, pa še to je bilo tako, da potem med vikendom so včasih skinili že pač projekcije, ki so bile na sporedu, tekom dneva so jih potem umaknili pa dali nek otroški film namesto tega, kar razumem z tega stališča, da so oni najbrž prodali nekaj 10krat več, ampak so pa poznam ljudi, ki so prišli v kino in hoteli iti v dvorano in so jim rekli, ne, ta film sploh ne obstaja, ker pač, če ima človek že tako ali tako težave z mentalnim zdravjem, to... Mislim, noro je, da v bistvu pogovarjamo se o celi kulturni industriji, pri nas, ne. Zdaj, v bistvu, žanr ima sploh probleme, veš, prodred v Sloveniji, kao da ima neko bistveno večjo veljavo, kot si bi pa določeni izdelki zaslužila, ne. Pa moraš se otepati nekih krilatic pa predsodkov pri žanru, pa pride takšen izdelek, pa se moraš potem ukvarjati z močnim playerjem, močnim distributerjem oziroma kinomrežo, ki bi lahko bil podpornik pa dober agent žanra, ampak mu meče polena pod noge. In to mi je bizarno, res mi je bizarno. Ni samo stvar je tudi v tem, da pač vsaka zadeva se ne odvija zgolj v Sloveniji, ampak je regionalna. Zdaj Blitz, ki je zastopnik pri nas za Warner, je tudi zastopnik za Warner na Hrvaškem in na Hrvaškem je Blitz tudi solastnik ali lastnik, ne vem čisto točno, kinomreže Cinestar. In je konkurent Cineplexu, ki je tudi na Hrvaškem prisoten. In pol pač imaš še tu ene igre, kdo dobi kere filme in dosti prepričan sem, da Blitz na Hrvaškem tudi ni čist fair, da bojo kakšni filmi prej prišli najbrž v Cinestar kot v Cineplex in tak dalje. Plus še to je, da imajo še VOD tam, ki tudi je pri nas v neki manjši meri Cinestar prek Cinestar kanalov, imaš še Cinestar VOD. No in oni potem pač, ko zakupiš film, oni zakupijo za celo pač torej kino, VOD in TV, kar potem pri nas
je ful manjši meri, zato ker ta njihov VOD in TV sta ful manj prisotna in kino to pa sploh nimajo. Tako da so tu ene računice, ki so zgolj povezane z Excelovimi tabelami in tem, da pač te stvari ne dogajajo zgolj v Sloveniji. Kar pa mislim, da je tudi zdaj problem, da pač ni nikoli bilo in sploh ni nobene regulacije in definitivno pa je že od nekdaj problem v Sloveniji pač pomankanje konkurence v kinu. Ker to, da je Ministrstvo za kulturo ali kdorkoli dovolil Koloseju takrat monopolizirati trg in potem, da je pač samo Tuš uspel, ki je tudi prek političnih variantov prišel, to ni bilo cool in to je problem, ki se pač vleče že od konca 90-ih, kot mnogi drugi problemi v tej državi. In, Kučan. In mislim, da pač mi to samo meniš Kučana, pa pade v smeh. Če tak smešni izgovor. In mislim, da pač ni dejansko nikogar v Sloveniji, ki bi se probal lotevati na kakršenkoli način, ne urada za preprečevanje oziroma za tole urejanje konkurence, ne Ministrstvo za kulturo, ne Ministrstvo za gospodarstvo ali AKOS, ki imajo vsi neke mere pristojnost tukaj. Nihče ne proba tega pogledati pač celovito in reči, ok, dajmo nekako narediti to. Ja, zelo podobno je. Še ena, moramo govoriti še o eni taki Excelovi tabeli. Tukaj so se mnogi pri tem filmu pritožili, posebej filmski ustvarjalci, filmski delavci, med drugimi najbolj slavno Ben Stiller, ki je kritiziral ameriške medije, ki so na ta film gledali večinoma skozi lečo zaslužka. Film je sicer na koncu nekje tam pred par tedni zaslužil 350 milijonov, ampak potem so, in čeprav je imel odličen otvoritveni vikend, so skratka mediji takoj začeli natolcevati, da ta film se ne bo splačal, da je film pač skratka, da bo minus šel, iz preprostega razloga, ker seveda je bil, tako kot je že Igor omenil, to vseeno ni med podcenejšimi filmi, to je drag film, igralska zasedba. Hkrati se šušlja, da je Ryan Coogler dosegal izjemno pogodbo, po kateri naj bi imel že denar od prve vstopnice takoj, ne da bi moral najprej studiu poplačati stroške, pa po 25 letih naj bi bil film njemu prišel v last in podobno. Skratka, začeli so zelo to neko naracijo, ki jo je pač Ben Stiller nasprotoval, da ko pride film v kino, da zdaj, če prvi vikend ne zasluži, ne vem, 100-200 milijonov, da takoj začnejo mediji govoriti, da se ne bo splačal. To pa povratno vpliva seveda na to, da na obisk pade, ker se ljudje rečejo, zakaj bi šel gledati, če to film ni uspešen, pa da jih seveda kina začne umikati te filme. In da je to ena zelo nevarna naracija, ker seveda prvi vikend ne pove vsega, pustimo to, da še potem so VOD pogodbe, da so zadaj še vedno tudi kakšni DVD, ne vem, prodaja filmom, TV mrežam in tako naprej. In da takoj začeti po nekem štartu, ki je mogoče lahko sred počitnic, sred dobrega, lepega vremena, da takoj začneš pokopati film po prvem vikendu, da je to pač res zelo nevarno. Jaz bi rekel, da te ljudje niso nikoli gledali Blade Runnerja ali se pozanimali glede tega, kakšna mega uspešnica je to bila, ko je prišlo v kino. Mislim, Čarovnik iz Oza je eden najbolj znanih filmov vseh časov, pa je flopno totalno. Zakaj je flopno? Ne zaradi slabih reviewjev ali obupen prvi vikend je pa imel, ker se je druga svetovna vojna začela tisti vikend. Ampak bi pomislil na to. Mislim, moral bi se zdelati studio z Hirohitom in A lahko Pearl Harbor napadeš pozneje? Imam vikend, fajn vreme bo za v kino iti. Ko je fajn vreme tudi za bombardiranje. Okay. Izraelski predstavnik, zelo verjetno. Smo hoteli še kaj... Smešno, kaj res. Žalostno. Smo hoteli še kaj povedati o vsem tem skupaj. Dajte pogledati ta film. Magari si soundtrack downloadite na Spotify. Tako, soundtrack so tudi dali že naprej in so tudi menjali založbo, če sem pravi, da so ga pa izdali pri Sonyju namesto pri Warnerju. Ni nujno povezano, to je tudi...
to ni povezano toliko s filmom nujno, koliko je povezano z ustvarjalci in tako dalje, ki imajo neke pogodbe, tako da možno, da pač Goranson ima. Ja, pa dajte si ga najti, če se le da legalno, res vam namignil, kako je en dober hack. Pa si ga pogledajte, vsekakor. Na čim večjem jebenem ekranu. In pač ozvočenju. Ja. Dobrim ozvočenjem, ja. Definitivno nekaj tak na TV-ju gledajte bolj slušalke. Meni je ful pomagalo, ja, Bluetooth slušalke sem se gor plunil in je pluval. Jaz upam, da mogoče, če mogoče Marcel posluša kakšno od naših oddaj, Marcel lahko daš za Noč grozljivk letos, recimo, ker ga ni bilo v kinu. Lahko bi ga tudi ne nazadnje grad dal, oziroma Kinodvor dal za prikaz na poletnem kinu na gradu, kakorkoli že, pač upajmo, da se ga bo dalo, kje je tudi pri nas videti na velikem platnu. In ker vprašanja poslušalcev nimamo, bomo spet na hitro pogledali, kaj gledamo, beremo, špilamo ali poslušamo. Če nimam napisano scenarijo v pravem spregatvi, sploh ne znam povedati. Igor, si še ti kaj pogledal od zadnjič, ko smo snemali prejšnjo epizodo? Ne, sem pa bral knjige. Bral si knjige, nora. Ja, predlagam, mislim, da sem že enkrat omenil knjigo Dvojni V, izšla pri Mladinski knjigi od Igorja Štiksa, super zadeva. Pol me je ful presenetilo, ko sem ugotovil, da je Igor Štiks uči na filofaksu, ampak sem ugotovil, da je pač gostujoči profesor iz Beograda. In ta razočaralo. Ja, prebral sem Nebeški mlin, o katerem bomo še tako govorili. To imam to naslednja. Ja. In berem eno dosti zabavno zadevo Spaceman of Bohemia, kar je pač storija enega ameriškega pisatelja čeških korenin, in potem je pač ta vesoljec postavljen, gre iz Češke, ampak pol je v vesolju in fura safer, ker je slovanska duša in vmes ga žena pusti in spominja se, kak je bilo na kolinah, ko je bil mali, medtem ko je režim padal. Zelo slovansko. Ja, priporočam. Knjige. Okay. Pa Murderbot prevajam, sem že prebral, ampak ful priporočam. Humble brag. Ja, slovenski prevod, Moribot. Ja. Počakajte, par mesecev še. I guess, ne vem, kdaj bo uspela založba dati ven, ampak... Sebe že včeraj naredil, samo me zvon kalcet. Mogo se pripraviti na epizodo. In ne se gledati, Mito, ti? Jaz bom priporočil Lucy Chinovo Doba supernove, nisem še dokončal. Meni je okej, bom pa več o njej povedal o naši prihajajoči epizodi o knjigah. Ja. To je naš naslov, knjige. Poletno branje, rečemo temu tako. Mal mi je suhoparn stil njegov, pač tak zelo... Da bi bil partijski funkcionar, Ne, niti ne gre se toliko za to, da je kao Kitajec, ki piše v dogajanju na Kitajskem. Bolj je vse tak... he's an ideas man. Veš, kaj mislim? Imam ful hudo idejo. To je koncept, to je zaplet, to se bo zgodilo, ampak vmes vsi ti liki pa zgodbe, tako malo zmanjka te poezije, malo liricizma pogrešamo, veš. In dober sci-fi je, hard sci-fi, naprimer za fane nekih temeljev ali whatever je to čisto okej. Jaz pa malo pogrešam določenega baroka. Okay. Jaz bom tudi omenil knjige, sem si tako naredil, ampak omenil bom 2 stripa. Najprej zelo v branje priporočam The Boys Omnibus od 1 do 6, skratka celo štorijo The Boys, ki bi počasi morali imeti kakšen trailer, pa napoved, da izidejo počasi, mislim, da zadnja sezona. Ja, so dali Gen V ven, tako. Gen V, Gen V pa druga sezona, definitivno bo. Zelo je super, res nor strip. Jaz sem zdaj, ki sem ga prebral do konca, šele zdaj vidim, kako je zelo drugačna štorija od serije, pa vseeno na svoj način zelo podobna in enako nora. No? Tako da mogoče je serija v nekih momentih še bolj nora in še dlje gre, kar me je res presenetilo. In pa prebral sem strip Zorana Smiljaniča, Fritz Lang, Ljutomer, Berlin, Hollywood. Če vas zanima življenje in delo Fritza Langa, preberite tudi strip, dokaj dobro emulira njegov stil njegovih filmov, ki jih je delal. Meni je mogoče malo preveč beseden, bi rekel tako pač.
Kadarkoli striparji delajo biografijo, pač se večino stvari povejo. In ti oblački kar povečajo. Ja, teh oblačkov je toliko. Mislim, pred Cankarju, mislim, da jim je kar ratalo, pa temu. Mogoče pri Cankarju predvsej bolje kot tukaj. No? Tukaj se mi zdi, da pa je res zelo veliko, pa še par drugih malih zamer imam, ampak če pa res bi vas zanimalo, ker je Fritz Lang, ki je res delal dober žanr, valjda Metropolis poznate, poznate in tako naprej, res preberite si, ker je fina biografija, tudi o njegovih lažeh, ne nazadnje. Ljudje in ljudine, poslušali ste 228. epizodo podcasta, ki sliši na ime Obod, podcasta za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Igor, če se spomnite brazilske žajfnice harp. Ja, v bistvu, wow. Mito, če se trezno vprašaš, Gegič. Vedno se moraš trezno vprašati. In Aljoša, če bi vstal od mrtvih z ritmom Harlamov. Ampak se ne bom. Tole epizodo smo znova posneli v našem štabu, kinogledališču Bežigrad, ki se mu znova zahvaljujemo za gostoljubje in udobje. Pridite v kino Bežigrad, kino, ki je v središču mesta in kjer je v središču gledalec. Če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljajte, delite in všečkajte naš podcast, naročite se nanj preko vaše najljubše aplikacije in nam tam dajte kakšno ceno. Priporočajte ga poslušanju ljudem brez faktorja in če boste v naslednjih dneh pri odprtih oknih doma dali svojo muziko ful na glas, bo privabila nekaj precej hujšega od vampirjev, sosede. Če pa boste pri odprtih oknih na ves glas predvajali podcast Obod, pa goneče mačke. In ali ni to bolje? Podcast Obod, če nas poslušate na ves glas, nihče ne bo slišal, kako se režite. Podcast najdete na Facebooku, Instagramu, Blue Skyju, zaenkrat tudi še na Twitterju, Discordu, poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu. Pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanru na platnih, med platnicami in na ekranih, o naših epizodah in o bluzu. Tole je bila že 228. epizoda, v naslednji, ki bo na voljo čez 2 tedna, bomo torej govorili o poletnem branju. V naslednjih dneh bomo priobčili knjige, o katerih bomo govorili, da se lahko pripravite, če to želite. Sicer pa ne bomo kvarili bralske izkušnje, zato lahko tudi počakate na dopust in naša priporočila. Hvala vam, ker ste nam naklonili svojo pozornost. In kva za en irski džik? No daj. To je, irsko, ja. Zelo.